Zadnja leta so bila za Huawei ful naporna in kljub vsem omejitvam, ki jih imajo njihovi telefoni zaradi programskih rešitev, še vedno delajo enega najboljših hardverov na svetu. Tisti, ki poznamo pametne telefone, vemo, da so nas Huawei vedno navduševali svojo baterijo oziroma battery lifeom ter pa sistemom kamer. In tukaj se pravzaprav čisto nič ni spremenilo. V globalni ediciji pa tudi njihov flagship Huawei P50 Pro ponudi praktično vse. Snapdragon 888, valjda zaslon z vsemi piščalkami oziroma lastnostmi najboljših in kup drugih stvari. Mene je resnično zanimalo, kakšni so Huawei telefoni po 3 letih. Pojdimo pogledati, kakšen je njihov flagship P50 Pro, ker se mi zdi, da je še vedno na svojih področjih najboljši pametni telefon na svetu. Mogoče čisto na začetku ena opombica. Uporabniki Huawei telefonov so že pred časom pogruntali način, kako na njega spraviti vse priljubljene aplikacije, torej vse Google aplikacije in tiste aplikacije, ki niso delovale na teh telefonov zaradi globalnih omejitev. Torej, če imate kakšen Huawei telefon s to težavo, ga potegnite iz predala in preizkusite ponovno. Aplikacija ime G-Space in jo najdete valjda v galeriji aplikacij Huawei-a. Ampak ta video posnetek v bazi govori o flagshipu Huawei P50 Pro, najbolj seksi zaokroženo oblikovanem telefonu, ki po svojih oblikovnih principih oziroma pristopih precej odstopa od flagship povprečja leta 2022. Vsekakor je telefon izbira za tiste, ki sovražijo ravne zaslone in imajo radi ukrivljene in elegantno oblikovane. Oblikovna zasnova telefona enostavno izstopa iz množice. Drugače povedano, P50 Pro je drugačen od večine običajnih vodilnih telefonov. Torej, gre za razmeroma velik telefon s 6,6 inča, torej zaslonom, ki je podprt z OLED tehnologijo in 120 Hz osveževanjem. Telefon je težek, tehta manj kot 200 gramov, ima pa tudi zložljivega brata P50 Pocket, ki je eden tistih telefonov, ki bi ga sam priporočal damam, saj se na njem ustavljajo pogledi. Vsekakor je eden najbolj seksi pametnih telefonov na trgu ta hip. No in ko smo ravno pri dizajnu, je treba poudariti, da je vodov tesen po standardu IP68. Sprednja in zadnja stran je v steklu, cel paket pa je zapakiran v aluminijastem okvirju. Huawei še vedno dela izjemno kakovostne naprave. Občutki v rokah so odlični. Kaj je noter? To je najbolj pomemben. Snapdragon 888, eden vodilnih procesorjev, ki mu dela družbo 4360 mAh baterija. To se da polniti valjda žično, 66W priloženim polnilnikom ali pa 50W brezžično. Tako da telefon se res izjemno hitro polne. Pa ne samo, da se polne hitro, ker ima management baterije tako zelo uspešen, verjamem, da ti telefoni zdržijo ful časa. Potem je bil Huawei vedno znan. Še druge stvari, ja, noter imate 8 GB delovnega spomina v osnovni različici, 128 GB hrambe podatkov, seveda se pa to lahko dvigne na 12 GB pri različici s 512 GB. Tako da telefon je res močna naprava, no, dajmo temu tako reči. Huawei P50 Pro deluje na EMUI 12, seveda pa temelji na jedru Android 11. Vse Googlove storitve so na voljo prek preproste aplikacije imenovane G-Space, ki se je prenaloži v Huawei App Gallery. Dajmo se zdaj pogovoriti o sistemu kamer, ki so mnoge izjemno navduševale. Tudi zato, ker je Huawei vedno naredil nekaj mičkan drugače od vseh ostalih. Še vedno sodeluje z Leicom, to je tisto podjetje, ki dela ene najboljših kamer in fotoaparatov na svetu in še vedno stvari počne malo drugače. Jaz pravim, da zelo dobro. Po ceni Doxomark je namreč prav Huawei P50 Pro dosegel eno najboljših ocen vseh časov, kar pomeni, da sistem zadnjih kamer v kombinaciji z sistemom prednjih kamer res zelo težko presežeš. Ok, na voljo je primarna kamera s 50 milijoni piksli in takim zelo klasičnim objektivom 27 mm, zaslonko 1,9, to je tista najbolj svetlobno občutljiva, ter optično stabilizacijo in laserskim autofokusom. Sledi druga črno-bela kamera s 40 milijoni piksli za ikonične dramatične črno-bele posnetke. Tretji objektiv s 13 milijoni piksli premore širokokotno kamero s 13 mm in zaslonko 2,2 ter samodejnim ustrenjem za ultraširoke in makrofotografije. Zadnji objektiv je telefoto objektiv oziroma tisti zoom objektiv, s katerim lahko malo pogleda sosedom, uporablja pa največji senzor 64
megapikslov in Bayerov filter. To omogoča približno 3,5-kratno približavanje po optiki, seveda zato, ker pa snema v 64 megapikslih, lahko pa zadevo obrežete in še bolj približate. Telefon je prijel izjemno dobro oceno avtoritete Doxomar za testiranje kakovostnih fotografij, videoposnetkov in zvoka. Druga najboljša ocena vseh časov in verjetno najboljša v kombinaciji s prednjo selfie kamero. Huawei še vedno dela na razvoju fotografije za legendarno blagovno znamko Leica. In to se res kaže. Fotke so odlične. Pejmo pogledati še par malenkosti, kar se tiče videa. Video je meni osebno res pomemben. Kar je treba vedeti, glavna kamera snema 4K za 30 ali pa 60 frame, selfie pa lahko tudi snema v 4K, kar je ful pomemben, še posebej za družbeno omrežje. Huawei P50 Pro je še vedno na toliko enih načinov eden izmed najboljših telefonov na svetu. Ampak dajmo zdaj zaključiti ta review. Huawei P50 Pro je vodilni telefon z odlično življenjsko dobo baterije, čudovitim zaslonom in enim najboljših sistemov kamer na svetu. Obstajajo zelo preprosti načini, kako zagnati Google Apps. To še zdaleč ni tako naporno, kot je bilo še pred časom. Še vedno lahko trdim, da je eden najboljših pametnih telefonov v mnogih pogledih. Še vedno med najboljšimi.